Po letu 1848, vojaških zmagah v Italiji, pokoritvi upornih ogrov in zatrti revoluciji doma, je avstrijski cesar Franc Jožef sklenil izboljšati vzgojo in izobrazbo prihodnjih častnikov. V cesarstvu je na novo ustanavljal vojaške šole, med njimi tudi 4 kadetske inštitute. Enega so zgradili v predmestju Maribora, sredi 28 hektarov velikega zemljišča na Radvanskem polju. V prvem letu je bila mogočna stavba pod streho, po 3 letih, leta 1856, so se že vselili prvi gojenci. Mesto je bilo počaščeno, da so mu dodelili vojaško šolo. Za Maribor je bila to velikanska pridobitev in Mariborčani so se to pridobitev tudi dobro naučili. Oni so vedeli, da bodo s tem, ko bo postavljena ta kadetnica, da bo ta kadetnica potrebovala najrazličnejše stvari, recimo prehrano, po drugi strani razne storitve, s katerimi bodo služili. In zaradi tega je tudi mariborsko mesto kupilo zemljišče in ga podarilo državi, da je na njem zgradila to kadetnico. Recimo kot primer naj navedem, da so cement, ki so ga uporabili za urejanje podstrešja, za teraso, da so ga uvozili iz Velike Britanije. Ali pa recimo, da so pokrili streho z bavarskim skrilom. To se pravi, da niso štedili z denarjem pri opremljanju te stavbe. Stavba je imela 2 privoza in 6 vhodov. Njena talna površina je znašala 3765 kvadratnih metrov. Desno in levo od vhodne veže sta bili 2 veliki dvorani, na eni strani jedilnica, na drugi telovadnica. Sicer je bilo v njej 153 uporabnih prostorov, med njimi 12 dvoran ter 2 čudovitih glavnih in 2 stranskih stopnišč. V celotni stavbi je bilo 596 oken. Cesar Franc Jožef je po bojih v Italiji 1849 preuredil avstrijsko vojsko in je vedel, da mora graditi na dobrem častniškem kadru. In v ta namen so v Avstriji, v cesarstvu postavili 24 vzgojevališč za mlade fante, ki so se že kot dečki pripravljali za vojaški stan. Ta naša kadetnica pa je vzgajala pravzaprav že bodoče oficirje, častnike. Med kadete so sprejemali predvsem sinove državnih uslužbencev in jih vzgajali v strogi privrženosti cesarju in cesarstvu. V 4 letnikih so jih pripravljali za sprejem v vojaške akademije vseh rodov vojske. Za gojence je skrbelo 15 častnikov, ki so bili vzgojitelji in profesorji, 20 nadzornih podčastnikov in drugo osebje. Med slednjimi so bili tudi delavci na posestvu zavoda, ki so skrbeli za živino, nasade in vrtove, ker se je vojaški zavod tudi sam oskrboval s hrano. Sama kadetnica je imela tudi svojo ekonomijo. Zanimivo je, da je imela tudi svoj vodovod, 3 km dolgo napeljavo z Pohorja z lastnim Studencem, in sicer v času, ko potem Maribor ni še 50 let imel svojega vodovoda. Maribor je dobil 1902. Potem je imela kadetnica svojo elektrarno na generator. Treba je vedeti, da takrat Maribor ni imel še svoje elektrarne, ta se je pojavila še leta 1920 na Fali. Se pravi, cel kup nekih posebnosti, tehničnih posebnosti, ki jih takrat recimo v mestu preprosto ni bilo.
Ali pa ta podatek, recimo, da so imeli potem svoj bazen, da je imela da je vojaštvo oziroma ti kadeti in njihovi vzgojitelji, da so imeli svoj bazen, kar je še za današnji čas malo nenavadno. Imenitnost kadetnice sta poudarjala zvezdni drevored topolov in kostanjev pred zgradbo, zasajen po francoskem vzoru, in urejen angleški park za zgradbo. Kadetski inštitut je deloval 14 let, dokler ni cesar razpustil vseh podobnih vojaških šol in je bila tam navadna pehotna vojašnica cesarja Franca Jožefa. No, in 1870 so res potem odpravili to kadetnico in na to je bila stavba preprosta vojašnica. In ta vojašnica je kasneje bila spremenjena 1894 v pehotno kadetnico. To se pravi, da so v njej pripravljali bodoče oficirje za pehoto. Stavba je bila še vedno ista, reforme v avstro-ogrski vojski pa so se kar vrstile. Po okupaciji Bosne so v njej začasno namestili celo pomožno vojaško bolnišnico. Šele leta 1894, na posebno prošnjo mariborskega župana cesarju, je bila v njej znova ena od 14 pehotnih kadetnic v Avstro-Ogrski. 50-letnico vladanja cesarja Franca Jožefa so v njej počastili z njegovim bronastim kipom v nadnaravni velikosti. Vojaški jezik poveljevanja je bil nemški in